Katera je vloga krovne organizacije Sveta slovenskih organizacij? Povej nam. Jaz bi tako začel, ne? Recimo z neuspehom spoznaš tudi samega sebe. Ne? Jaz mislim, da vsa ta zadeva, da sem začel, bi lahko rekel, je društvo Podgora, gotovo. Če zdaj malo rišeš, preden povem se tista, oziroma preden odgovorim na vprašanje. Bolj kot drugega sem začel tudi pri mladinski sekciji skupnosti. Ne? To je bila, že pri 15 letih sem bil že mladinske sekcije in tam je bil začetek prav, bi lahko rekel, civilne in politične karijere. Ne moram klicati kariero, ker mislim, da to mi je bilo dano, hvale vredno nekaterim gospodom, kot je tukaj bil imenovan, oziroma Mirko Špacapan, med tistimi, lahko rekel, najbolj zame tisti, ki so imeli vizijo, strategijo za naprej in še posebno, ki je nekako ta oseba je gledala za mladino. Zato jaz mislim, da ta zadeva tukaj, da je v sklopu te današnje organiziranosti, je prav tudi gre njemu čas. Zato jaz mislim, na odgovor, kaj dela, katera je vloga SSO-ja. Tukaj je vloga SSO-ja je kar pestra, je velika, poleg seveda financiranja, ki večkrat boste slišali, kjer bi lahko rekel, zame malo manj me zanima, zato ker mislim, da večkrat o tej zadevi se govori, pač pa po drugi strani ni tako važna. Je važna en del, toliko da se začne, da prije tista žigalica in potem, da se nekako ta organiziranost potem teče. Zato jaz mislim, da ne dajem take velike važnosti financiranju, če tudi je v Italiji, oziroma slovenska manjšina v Italiji dobiva kar veliko financiranje. Veliko povem tudi cifre, to so 10 milijonov evrov iz Rima letno in potem so pa 3 milijone, 2 milijona 900, oziroma od 2 milijona 900 do 3 milijona 200 pa iz Slovenije. To so cifre. Seveda ne smemo pozabiti, seveda tudi druge prispevke, ki dobijo tudi posamezniki, poleg tega so še recimo Primorski dnevnik, ki dobiva približno čez 2 milijona še blizu, poleg tisti, ki dajemo zakon 38. Če govorimo o Italiji, govorimo o zakonu 38. Veste, da v Italiji je zakon 38, razčlenjen je ne samo v financiranju, tako da, ampak tudi razčlenjen tako, kaj lahko krovne organizacije delajo v Italiji. Poleg tega seveda financiranja sedita obe krovni v vladnem omizju v Sloveniji, to se pravi v Republiki Sloveniji, to se pravi pri predsedniku vlade, sedita tudi pri ministru za manjšince, tako zvanem, lahko rekel, paritetnega odbora v Italiji, to se pravi ne samo dve krovni, pač pa tudi paritetni odbor, potem vam povem tudi, kaj je paritetni odbor. In potem pa v deželi FJK, to se pravi v Slovenski krajini. V deželi FJK je komisija za slovensko narodno manjšino, tako zvana. Tukaj v tem omizju se delijo financiranja prav tistih 10 milijonov, ki sem prej povedal, iz Rima. To je, bi lahko rekel, nekdo se baha, da to je denar, ki prije z dežele. Ni tako. Denar prije z zakona 38, to je Rima. Dežela je samo, bi lahko rekel, Italijani pravijo pasacarte, nič drugega. Je posrednik, se pravi. Ja, samo tako. Zdaj, ne vem, če še kakšna druga vprašanja, ker mislim, da bomo tudi... Vsej bomo odgovarjali tekom naše urice. Se pravi, da lahko pa obstaja društvo, organizacija, skupina ljudi, ki ni včlanjena v svet slovenskih organizacij. Je mogoče, da se nekdo posamezno pogovarja z deželo, z Rimom, ali je nujno, da se nekdo, ki želi ustanoviti novo društvo, včlani v eno od dveh krovnih organizacij? Ja, danes v Italiji ni več mogoče, zato ker vse organizacije morajo biti nekako zadobivati financiranje. Prvič morajo biti vsaj 3 leta vpisana v deželni seznam slovenske manjšine. Če v 3 letih niso vpisani, ne dobijo financiranja. To pravi, po poteku v 4. letu šele dobivajo financiranje iz 4. leta naprej. To pravi, mora biti vsaj 3 leta vpisana.
Glede na spremembe financiranja v Italiji, to se pravi, vam bom tudi obrazložil, katere so bile, se je to zgodilo, da vse organizacije morajo biti upisane v eni zvezi. To se pravi, ali so v Zvezi katoliške prosvete, ki je tukaj predsednica, ali so v prosveti v Trstu, ali pa so v ZSKD-ju. Govorimo o malih članicah. Druga so recimo pa primarne ustanove, to so primarne ustanove, ki so kot zveza, kot ZSŠDI, ali pa Slori, če ne vem, če kdo pozna, ali pa Slovenski NŠK, vzgojni Slovenski inštitut, inštitut, Narodna ali študijska Naša knjižnica. stalno gledališče, Kmečka zveza in te so take ustanove, ki so, lahko rekli, zelo velike, imajo tudi delavce, imajo tudi en plan, drugačen stil delovanja, en odbor, ki je malo drugačen, ni tak odbor, kot je pri zvezi, kjer recimo se enkrat mesečno dobivaš in nekako planiraš, pač pa moraš, na kakšen način si zelo, moraš Gre biti za zelo... skoraj profesionalne kulturne Tako hrame, je, ne? tako je. Torej, Zato jaz mislim, da vsako društvo ne more biti upisan, to govorim za Italijo, lahko pa je upisan, recimo lahko rekel, da je v seznamu v deželje upisan, vendar v Sloveniji lahko pa vpraša denar, ne, oziroma prispevka. Razlika je v tem, da vseeno potem, če tudi vpraša, vedite, da preden gre skozi, da je potrjeno, so krovne organizacije, ki povejo ja ali ne. To se pravi, da nimate šans, da recimo, če eno malo društvo se ne vpiše v eno zvezo, dobi denar. Zato jaz mislim, to je... Torej je v korist društev zaradi financiranja aktivnosti, da se vpiše, se včlani v zvezi na to v SSO. Vam povem tudi zakaj. Zato jaz mislim, da tukaj zveza, vse zveze, velike primarne ustanove morajo vedeti tudi, kaj delajo te organizacije. Ker jaz mislim, da vsakdo ne more se vpisati in če nima od enih vrlin, kot je slovenska narodna skupnost, to pravi jezik, ali pa i tisto, kar pa O tem smo govorili, ne o vrednotah, ne o poslanstvu. ne more potem delati zaradi tega. enačiti. Ja, s tem. Za naslednje vprašanje ti dovolim odgovor samo v 120 sekundah, kar bi zahtevalo seveda daljši odgovor, ampak to je izziv. Zakaj obstajata dve krovni organizaciji? 1, 2, 3. Na splošno iz ideoloških Čisto pošteno, saj predznakov, smo ne, tudi se bi lahko naučili rekel, da to je zgodovina, ki nam je dajala, takrat je bil komunizem in bi lahko rekel komunizem na eni strani, drugi je bilo katoliška cerkev. To je privedlo, da so bila dve krovni in danes sta še dve krovni. Nekateri si že nekaj let obetajo, da bi se SSO in SKGZ združila. Kaj bi se s tem izboljšalo, če bi se... Smemo pozabiti, da v Avstriji je to kar 3. Dobro, bodo mogoče naši avstrijski kolegi. Mislim, ki bo potem povedal. Kaj bi s tem se izboljšalo, kaj po tvojem mnenju, če bi združili ali še ne, ni še primeren čas, ni še dovolj zrelo, katero tvoje mnenje? Čisto osebno, saj smo tu v tem času sem poskusil nekaj, kakšne točke, tako sodelovanja, še posebno, jaz mislim, da opažate, da sodelovanje je čim več blizu, čim več bolj močno, skupaj z SKGZ-jem, s Pavšičem, lahko rekel. Ker jaz mislim, da to je edina bodočnost, da delamo. Mislim, da vsak ima lahko svoje ideologije, vsak lahko v svojem kontičku, če razmišlja malo drugače, ker smo v eni demokratični državi, oziroma tudi Slovenija postala demokratična država. Vendar, potem, ko se govori o slovenski manjšini, je treba, da izven naše sobe prije ena ideja, prije en predlog in eno stališče. Zato, ker mislim, da če ne pride en predeno stališče, potem, ko se predstaviš ali v deželi FJK, ali v Republiki Sloveniji, ali v ministrstvu v Rimu, se dobiš, da imaš velike probleme in če Rim, Slovenija ne vidi, da to je ena ideja, potem te lahko rekel, ne sprejme in oziroma potem ne potrdi ta predlog. No, prej si nam že povedal o financiranju, 10 milijonov letno strani Republike Italije.
3 milijone prispeva Republika Slovenija, 2 milijona sta potem za Primorski dnevnik, se pravi, omenil si zakon 38 iz leta 2001, to je državni zakon. Po katerih kriterijih pa se ta denar deli med Svetom slovenskih organizacij in Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo? Ne, zdaj, če razdelimo teh 10 milijonov, najlažje vam pove tako. 10 milijonov se razdeli tako, da 5 milijonov 600 približno, to niha, ni vedno ista številka. Približno 5 milijonov 500, 5 milijonov 600 gre vsem tem kulturnim ustanovam, ki so zveze, NŠK, Slori in tako dalje. V notranjosti potem teh zvez so pri razdeljenju odstotki, to se pravi, da politika daje odstotke, ki grejo posameznim članicam, to se pravi zvezam, tistim velikim, ne govorimo o tistih majhnih. Tiste majhne danes v Italiji nimajo več direktnega prispevka, se pravi, ni da recimo tukaj vsako društvo pod goro, recimo tisti, ki sem jaz takrat delal, je delalo samo avtomatično, direktno z Furlanijsko krajino, danes tega ne dela. Danes dela potom Zveza katoliške prosvete. Zveza katoliške prosvete je tista, ki rendikontira in je tista, ki naredi, bi lahko rekel, obračun in predračun. To smo si želeli, to spremembo, prvi zato, ker danes v društvih, če vi vprašate, mislim, da Daniel, ki je tukaj, če vprašate, je najbolj težko dobiti blagajničarja. Zakaj? Zato, ker delati rendikontacijo je postalo zelo mučno, težko, vsi bi radi to vloge se ne sprijeli, oziroma zato, ker ni lahka, ker je tudi vmes tudi dežela, je računovodsko sodišče in tako dalje. Zato mi smo to spremembo naredili, tako da grejo zvezam. Govoriš o zakonski spremembi? To so zakonske spremembe, ki smo jih deželne, ki smo jih naredili. Kot ponavljam še enkrat, za Slovenijo tega je ostalo enako, to se pravi, da vsako društvo naredi po svoje, samo žal, ne žal, pač pa potem ste pod drobnogledom dveh krovnih organizacij, to nimate dosti diskusij. No, se pravi, članice, recimo Zveza slovenske katoliške prosvete, deli društvom denar na podlagi česa? Delovanja, projektov ali... Tukaj je še ena sprememba, lahko povem še vmes. Ker je kar komplicirano, se zavedam tu za naše slušatelje. Je komplicirano, ja. Iz 5 milijonov 600, ki sem vam povedal prej, lansko leto smo odobrili, kar bo šele letos dalje še milijon blizu. To se pravi, iz 5 milijonov 600 bo šlo še dodamo milijon. Ta milijon tukaj gre tem organizacijam na podlagi delovanja. To se pravi, če organizacija dela dobro in ima ene kriterije, to se pravi, so subjektivni in objektivni kriteriji, ki jih nismo še jih predstavili zvezam, jih bomo konc oktobra predstavili, to se pravi, da jih bojo videli, kako so te subjektivni in objektivni kriteriji. Na podlagi teh subjektivnih in objektivnih kriterijev bo točkovanje. Na podlagi teh točkovanja se bo dobilo denar. Torej, kdor več dela, več dobi? Ja. In kdor boljše dela, več dobi? Seveda, tako je. Vsi so se želeli, oziroma člani deželne komisije, ker je deželna komisija, ki to spreminja, to se pravi deželna komisija v Furlanijski krajini, se je želela, bi lahko rekel, 80% celotnega budžeta, to se pravi iz 5 milijonov 600 plus 1 milijon, to se pravi 6 milijonov 600, teh 6 milijonov 600, 8% je bilo v začetku, da bi se to razdelilo po tem tipu kriterij, na tem načinu. Žal, na koncu smo prišli pa do enega kompromisa, da ta zadeva ni 8%, zato ker bi marsikomu odrezalo tudi noge, ker jaz mislim, da tukaj, veste dobro, da če so uslužbenci že v delu, ne moš kar naenkrat jih brez odsloviti in poslati domov. Zaradi tega smo se odločili, da je samo 20%, to pravi ta milijon,
na bolj ideja milijona bodo te organizacije delale, če bojo pridne, bojo dobili, in če ne bojo pridne, bojo dobili. To je razlika. Zdaj imam prvo vprašanje zaprtega tipa, se pravi, nam lahko odgovarjaš samo ja ali ne. Walter, ti si honoriran, dobivaš plačo za svoje delo v SSO-ju? Ne, samo potne stroške. Kot se vsi člani odbora. Torej, tudi vsi člani odbora SSO-ja niso honorirani, delajo prostovoljno. Kako pa je sestavljen svet slovenskih organizacij? Ima odbor, ima uslužbence? Svet slovenskih organizacij ima odbor. Odbor prije izvoljen na podlagi vseh tistih organizacij, ki sem jih prej našteval, to je približno pri SSO-jih je 152, če se ne motim, grem na pamet. 152 so volitve, moje volitve so letos novembra. Na državnem svetu se prikriža oziroma se napiše 15 imen, to se pravi 5 za vsako pokrajino, Videmsko, Goriško in Tržaško. In to se pravi člani odbora jih je 15, med temi 15 potem se pa izvoli predsednika. Imam seveda tudi še 3 te podpredsednike, bi lahko rekel, pokrajinske, kot je Franka Padovan in kot je Igor Švab na Tržaškem in kot je Ana Veden tukaj, ki jo mislim, da boste se danes z njo bomo spoznali. Koliko traja tvoj mandat? 3 leta. Ga boš zaključil, ocenjuješ uspešno? 20 sekund. Eno pravilo, notranje pravilo. V notranjosti je eno pravilnik, da pritiče od 2 do 3 mandatov vsaki pokrajini. Zdaj je Goriška, ne, ko postane, recimo, če bom odločil še naprej, postala še vedno mora biti Gorica, potem pa se zamenja. No, omenil si pokrajinske predsednike, torej SSO je razdeljen, je razpršen, ima samo en odbor, je več odborov, se moraš pogovarjati z vsakim pokrajinskim odborom. Si zadovoljen s tem ureditvijo? Drži tako, kot sem povedal, da je več teh odborov? Sem še pozabil povedati, da uslužbencev je 7, eden je v Čedadu, 300 oziroma 4, 2 po part-time v Gorici in 2 za nedoločen čas vedno v Gorici, potem pa sta še 2 za nedoločen čas v Trstu in 1 part-time. Torej o razpršenosti, o pokrajinskih odborih so potrebni, so nujni, glede na to, da SSO, se pravi, predstavlja Slovence v celotni naši deželi, torej od Trbiža do Milj. Vete, jaz sem skušal spremeniti statut. Statut v smislu, da odbor danes je 15 ljudi, vendar žal teh 15 ljudi, če se motim, Franka popravimo, 2, 3, če sta bila 2-krat na vseh sejah, je dosti. Si želim manjše odbore, si želim člane, zakaj manjše tudi, zato ker jaz si želim tudi, da so tudi delovni. Prisotno v vseh teh organizacijah ni malo dela. Zato tudi delovanje vseh članov bi bilo možno oziroma obvezno, da so vedno prisotni. To jaz si pričakujem, vendar vem, da to ni lahko. Kolikokrat letno se srečujete? To pa dosti zadnje časa. Jaz mislim, da če zdaj primere jaz konfrontiram predsednika Štoko, ki je bil pred menoj, je skoraj še enkrat toliko. In se zaradi tega bolj uspešni, bolj delovni ali ne? Veste, tukaj... Imam tudi lažje vprašanje, ne boj se. Kompromisi so kot ne... Se so učili na tečaju, kompromisi, konflikti, ne? To smo se objavili. Je vsaki 3 minute, bi rekel, v politiki ne drži vse. To se pravi, da nekaj poveš, 2 uri potem že ne drži več. To se pravi, da ta zadeva tukaj je bolj žalostna, kritična in tudi mislim, da to besedo, ki sem rekel zdaj, da je kritična, jaz bi skušal, da izkritek, da postane res ne več kritična. Samo to je težko, zato ker jaz mislim, da vsak bi rad povedal svoje, uradno potem pove na en način, izven uradnega pa potem pa drugi način. No, vidite, dejansko se v SSO-ju dogajajo stvari, kot ste jih obravnavali
na tečaju, tam ste imeli tistega zahrbtnega vodjo Jana, ne, se pravi negativni lik, in potem ste se pri snovanju projektov dejansko morali pogovarjati, aktivno ste morali poslušati, prišlo je do kompromisov, prej do konfliktov in jih reševati. Telovadnica, ne, za potem nadaljne delovanje. Kako pa lahko nekdo stopi v pokrajinski odbor Sveta slovenskih organizacij, oziroma kako naprimer lahko nekdo, zasebnik, posreduje svoje ideje, pripombe, opozorila? Walter. Ja, jaz bi se želel, da bi nekdo prišel od tukaj v odboru. To je bilo zelo lepo, ker jaz mislim, da bi prineslo tudi ene svežine, kar tisto, kar je mogoče, ne da smo mi že recimo stari, ker jaz mislim, da v 15 je kar 7 mladih, še precej pod 45 letom. Zato tudi jaz sem pod tistim letom, tako sem hvala za označil kot mladega. Jaz bi se želel pod 35. Ne. No, tu jih je kar nekaj, tako da bomo še snižali. Ta zadeva. Kako lahko to dosežete, vaše predloge, je lahko. Katerikoli član odbora lahko poveste, ali meni, ali Franki, ali zvezi, to gotovo prije, lahko pišete po elektronski pošti, zato je smisel za katerikoli stvar, smo dosegljivi. Je pa nekdo lahko član odbora svojega društva in potem stopi v pokrajinski odbor? Seveda. Društvo, ki je včlanjeno v zvezo in tako naprej. Društvo, katerikoli društvo, ki je včlanjeno v zvezo, ki je včlanjeno tudi direktno v SSO, ker imamo tudi direktno članstvo, lahko potem postane tudi odbor. Obrnimo stran. Je zelo lahko. Se pravi, delo je, če čte, kjer je volja, tam je pot. Obrnimo stran in poskusimo še obravnavati druge tematike. Ničesar ni več slišati o Slomaku, slovenski manjšinski koordinaciji. Zakaj? Je potrebna ta ustanova, ni potrebna? Kaj je? Tu imaš 4 minute. Slomak, ne? Slovenska, to je manjšinska koordinacija, to je koordinacija vseh manjšin, slovenskih manjšin okoli Slovenije, države Slovenije. Zato so iz Hrvaške, iz Koroške, iz Štajerske in tudi mi italijanske. To se pravi, da Slomak je bil, lahko rekel, potreben, nepotreben. Tukaj trenutno je ena rotacija, trenutno ima, če se ne motim, NSKS v rokah, to se pravi Nanti Olip je tisti, ki bi mogel doslediti Slomak, to je predsednik oziroma podpredsednik, če se ne motim, Narodne sveta koroških Slovencev na Koroškem. Pred njim je bil Rudi Pavšič, to bi lahko rekel, da Slomak je eno rojstvo prav Pavšiča. To je eno, bi lahko rekel, eno detaljno srečanje, bi lahko povedal tako, da v teh srečanjih se dobiš in znaš oziroma ti narediš konfrontacijo med raznimi manjšinami. To pravi, da izveš, kaj se dogaja na Koroškem, kaj se dogaja na Hrvaškem in kaj se dogaja na italijanski strani. Lahko torej razumeš problematike, jih skupno rešuješ. Zakaj je zdaj se skupaj malo utišalo? V tem času bi lahko rekel, da Slomak je ga malo posenčil tudi ministrstvo za zunanje iz urada, to se pravi bivši minister Žmavc, ki ne vem, če ste kdaj slišali. Ja, ga zasenči po eni strani, ker recimo minister po svetu, za zamejce in po svetu je zelo važna ministrstvo in zaradi tega tudi, jaz si pričakujem tudi, vse to dela, recimo v vsem tem času je ene vrste kolaž, bi lahko rekel v galeščini, povezovanja med manjšinci in zaradi tega jaz mislim, da koliko Slomak tega naredi oziroma nimam pojma. V tej zadevi jaz se nisem tako več toliko ukvarjal, ker žal v teh par letih, ki sem jaz predsednik, ni zaživel. Jaz mislim, da ta zadeva od Slomak bo treba tudi se o tej zadevi pogovarjati, tako na kratko. Tečaj Development je nastal tudi zaradi razpisa izobraževanja, ki ga je predstavil krožek Anton Gregorčič na deželo Filharmonijo Julijsko krajino in ki jo je podprla. Se pravi, politika. Kultura potrebuje politiko, v tem primeru, to je očiten primer. Kolikšno vlogo odigrava politika
za preživetje kulture danes? Je potrebna, je prepotrebna, sploh si ne moremo misliti, da bi kultura živela brez politike. Govorim o zdravi politiki, o tisti politiki, ki podpira teritorij, ki izpolnjuje svoje poslanstvo. Vete, brez politike tudi ne gre, zato ker jaz mislim v politiki, če tudi sem prej povedal, da ni tako važno financiranje, samo brez politike nimamo financiranje. In seveda obratno, če tudi civilna družba nima ljudi, nima društva, potem tudi ne more vzgajati in usposabljati politikov. To se pravi, da je obojestransko. Zakaj sta nastali dve krovni? Mislim, da to je zaradi konfliktov interesov, ne? Ker jaz mislim, da glede, da jaz sedim v Državni poslovni komisiji, sedim, ker nimam nobeno društvo, se pravi, nisem predsednik nobenega društva in tudi ne smem biti, zato ker če ne, potem avtomatično dajem denar mojemu društvu. In obratno, politika ne sme dajati denar, zaradi tega so bile ustanovljene te krovne organizacije in da potem sedita tudi v Državni poslovni komisiji. Torej, politika daje možnost kulturi, daje možnost sociali, ki, kot si čisto umestno povedal, ustvarja politiko, ne? Se pravi, usposablja ljudi, da se s tem ukvarjajo. Koliko pa je po tvojem mnenju važno, da imamo slovenske politične predstavnike najprej v Deželnem svetu, potem pa še v Rimu, v Rimskem parlamentu? Glejte, tukaj jaz sem vsega začetka pritiskal, da, še posebno za Rim, pritiskal, da, ker to piše tudi v zakonu 38, če se ne motim, v členu 19, piše, da moramo zagarantirati, imeti eno mesto zagarantirano, to se pravi, oziroma v poslanski zbornici in v senatu. Govorim za Italijo. Danes, kot veste, imena, ki se, bi lahko rekel, dobijo za parlament oziroma za senat in za poslansko zbornico, so bili dana imena za strani političnih strank. Danes, kot veste, tudi politične stranke ne vzdržijo tega sistema več, ker je vse, lahko rekel, vse se je spremenilo. Zato tista ideja moja, ki sem jaz trdil vsega začetka, da moramo imeti zagarantirano mesto, je prava. Jaz razumem, da je treba spremeniti statut oziroma ustavo Republike Italije, vendar če italijanska manjšina v Sloveniji je utegnila spremeniti ustavo, se pravi, ne vem, če veste, da italijanska manjšina v Sloveniji in madžarska manjšina v Sloveniji imata zagarantirana mesta, se pravi v parlamentu, v Državnem zboru. Se pravi, da ne glede, koliko preferenc nekdo dobi, avtomatično sta v Državnem zboru. To za mene je model pravi, ker prvič, kot sem rekel, ker piše zakon, drugič, ker nas je vedno manj. Ne smemo pozabiti, da tistih preferenc, ki so nekateri dobili za 5 let, zame nismo več v deželni volilni krajini, se pravi Državnem svetu. In tudi treba gledati za poslansko zbornico oziroma senat, ker po politični poti zame ne bo več držalo. Zaradi tega je silen na vse načine, to se pravi z Republiko Slovenijo, tudi s predsednikom Republike smo o tej zadevi govorili. Če tega se ne bomo zavedli, bomo tudi bili pokopani. Zato jaz mislim, da ta zadeva je pomembna, kot sem že prej povedal, kot je pomembna politika iz strani civilne družbe, tako je tudi obratno. No, to je kar kočljivo vprašanje, kako se bo to rešilo v naslednjih letih, kako se bo udejanil zakon 38 iz leta 2001. Govoril si o paritetnem odboru, zdaj bomo še slišali o Deželni komisiji za slovensko manjšino. Se pravi, SSO oziroma obe krovni organizaciji se v stiku z deželo morata soočati in sodelovati pri paritetnem odboru, sta članici ali pri Deželni komisiji za slovensko manjšino. Kaj je paritetni odbor? Paritetni odbor je ena podaljšek, bi lahko rekel, vlade, bi lahko rekel. Je edina struktura, oziroma tiste osebe, ki tam sedijo, ki so podaljšek vlade, to so Italijanske republike. To je pravi, paritetni odbor je napisan v zakonu, zato je tudi nastal.
Kaj se dogaja v njem? O čem Tam se pogovarjamo? dogaja vrsto stvari. Ne govorimo recimo o direkt, bi rekel, detalju pomembnih društev, kaj se planira v društvu, ampak o problematik slovenske manjšine. Torej, na primer, slovenske črke v dokumentih, dokumentacija v deželi ali pa Javnih upravah. prevajalstvo v kakšnih občinah, problematike v občinah, vse tisto, kar se dogaja bi lahko rekel, v pokrajini, bivših pokrajinah, danes med občinskimi Torej se zvezami. udejanja Vse tisto- uporaba slovenskega ja, jezika tako v je, javnosti. Tako je. Kaj pa Deželna komisija za slovensko manjšino, to je nekaj drugega je spet. Toliko, da končam. Paritetni Ja. odbor, kot veste, tudi v paritetnem odboru sedita krovni. To se pravi, paritetni odbor, preden se izvoli, sprašuje tudi dveh krovnih organizacij, kdo bo sedel tam noter. Kar se tiče pa Deželne poslovne komisije, Deželne komisije pa je urejena tako. Je 10 članov v Deželni poslovni komisiji, en član je izvoljen iz strani šolstva, 3 so izvoljeni iz strani politike in 6 so izvoljeni iz strani krovnih. To se pravi 3 SSO in 3 SKGZ. To se pravi večino, nalašč je večina, da imata krovni. Prav zaradi, ker je vrste, bi lahko rekel, povezovanja med vami oziroma med društvi in vse tiste organiziranosti naše slovenske manjšine. Obstaja pa tudi eno vladno omizje v Rimu. S katerimi problematikami pa se to omizje ukvarja, kaj rešuje? Bi lahko rekel, da vladno omizje je ene vrste obračun delovanja paritetnega odbora. V vladnem omizju sedimo 3 člani, to se pravi predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, Walter Bandelj, SSO in Rudi Pavšič, SKGZ. V vladnem omizju vse tiste stvari, ki so zelo težke, to se pravi, ne vem, črke, kot smo prej povedal, se tam govori. To se pravi, vse tisto delovanje, ki bi mogli narediti funkcionarji oziroma ministrstva, od, ne vem jaz, vozniške dokumentov, pa šolstva, tam se nekako enkrat, dvakrat letno dobiš in poveš, najprej seveda daš en dnevni red, poveš, kdo bi mogel tam biti prisoten, če se govori o črkah, kot sem prej povedal, morajo biti prisotni vsi funkcionarji oziroma ministrstev, to se pravi od vozniškov, od IMSA, pa ne, in tam se pogovarjaš, kje so problematike, kje je treba urediti in kaj je treba narediti. To omizje, mislim, da je dejansko koristno, vi ste direktni sogovorniki z vlado, ne? Tako včasih v tem primeru preskočite deželo. Tako je. Tako. Kaj pa Republika Slovenija? Kakšen pomen ima Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu? Dovoljšen, bi si želel, da bi imel več pristojnosti, si zadovoljen z njim, tle imaš tu kar nekaj časa. Zdaj, če govorimo o uradu, jaz mislim, da tukaj je delovanje zelo dobro. Jaz malo kritičen prav zaradi tisto, kar sem prej povedal za poslansko zbornico in za senat. Mislim, da tukaj bodisi ministrstvo iz urada, bodisi zunanje ministrstvo, ker tudi tukaj mora biti pomoč zelo velika zunanje ministrstva, kot mora biti pomoč iz italijanskega zunanje ministrstva. Prav zaradi politične, bi lahko rekel, restrukturiranja za našo bodočnost. To je eno pomanjkanje za strani urada, tako kot je, ponavljam še enkrat, pomanjkanje za strani zunanjega ministrstva. Kar se tiče pa vladnega omizja, bi lahko tega sveta, bi lahko rekel, se imenuje prav vladni svet pri predsedniku vlade. Jaz sem bil šele izvoljen, ker ta je ena problematika naša notranja, ker volitve pridejo, ko pridejo volitve Republike Slovenije, zato čakaš vseh tistih 4 let, zato je bil Dragoš Toka, kar pa seveda tudi ta stvar tukaj je pomanjkljiva, zato ker če Dragoš Toka ni prisoten v manjšinskem delovanju, potem ne ve, kaj se dogaja in zato tudi
to prekladanje informacij ni pravo, ni pravilno. Zato jaz mislim, da Vlado Mizel oziroma tem svetu sem šele bil izvoljen in zato smo zadnjič samo, bi lahko rekli, pokropili imena in konec. Ja, ste še v povojih. Ja, smo šele. Zato to delovanje bo pa začelo sedaj, 5 let naprej. Ne. No, prej si omenil italijansko manjšino v Sloveniji, ki ima svojega političnega zastopnika v državnem zboru. Kakšen pogled imata naši krovni organizaciji v kulturno delovanje italijanske manjšine v Sloveniji? Si izmenjujete izkušnje, se pogovarjate, kakšni so odnosi? Kako ocenjuješ to? Povezovanje oziroma sodelovanje z italijansko manjšino je nastalo prav z evropskim projektom Jezik 1. Ga imenujem Jezik 1, ki pa ni prav pravilno, zato ker Jezik 2 bilo rekel, da ima čisto drugo ime, vendar pa ga označimo kot eno sodelovanje med italijansko manjšino in slovensko. Če se spomnite v Jezik 1, jezik je takrat SSO-jske geze in italijanska manjšina dobila 3 milijona, to pravi evrov evropskih prispevkov. To je strateški projekt, oziroma smo dobili najvišje točkovanje takrat in zato smo dobili tudi najvišji prispevek. In zato tudi sodelovanje je kar pestro, ker to veste dobro, da delate evropske projekte, še posebej, ko so strateški, niso lahki. Rendikotacija vzeme, kot sem prej povedal, blagajničarju zelo dosti časa, ker mora biti vsaka stvar tako narejena, točno, ker če ne, potem zgubiš vseh 3 milijonov in potem plačaš celo življenje. To sodelovanje je bilo zelo, bi lahko rekel, močno. Zdaj je še bolj močno s projektom Jezik 2, ki se ponavlja še Kaj udejanja ta projekt? Ker danes pri Jezik 2 ga ima v rokah italijanska manjšina. Zato s katerikoli stvar, ki se v Sloveniji dogaja oziroma uredi, da italijanska manjšina hoče v tistem projektu, seveda mora biti ena potrditev tudi za slovensko manjšino v Italiji. Zato vemo vse, kar se dogaja tam, vemo, kaj se bo tam delalo, katere so strategije, poznamo celo delovanje, zato ker tu smo bili tudi prav vse v začetku, tudi SSO, še posebno lahko rekel, na tem potovanju, na tem izletu, 3-dnevnem, ali se niti ne spomnim, če 2 dni ali en dan. Potovanju, kjer smo vse videli, kako delajo, veste, da imajo tudi en močen časopis, ki se kliče Voce del Popolo. Recimo, kar se tiče financiranja, dobijo dosti več kot mi, mislim, da imajo druge kanale in zato jaz mislim, da je kar. Torej je vzajemno, kar pridobi italijanska manjšina v Sloveniji, dobi na podlagi tega projekta slovenska manjšina. Če gledamo, jaz sem hotel samo to povedati, da z evropskim projektom smo zvedeli, kaj se dogaja v italijansko manjšino. Če tega ne bi imeli, gotovo bi bilo težko, bi bilo eno povezovanje. Zato tu je hvale vredno, da smo to dospeli, da smo prišli do tega. Kaj vsebujeta, kaj prinašata ta 2 projekta? Recimo Jezik 1, če se spomnite, muzej Smo. Ne vem, kdo je bil obiskat muzej Smo, to je največji prispevek, ki smo ga dali v tistem, če se ne motim, bilo 600 000. V tem smo, če ga niste bili, pojdite pogledati, ki je lep. Muzej Smo je slovensko multimedijsko okno v Špetru, čudovit muzej, zanimiv. Ja, in potem seveda vse, recimo smo uredili tale elektronski odvetniški slovar, to se pravi med Republiko Italijo in Slovenijo, to se pravi, da danes eksistira vse tiste sinonime, ki jih ima odvetnik v Italiji in ki jih ima tudi v Sloveniji in obratno, tako da se križata strokovno urejen in potem seveda dosti tih multimedijskih knjig za šolo, največ je bilo, mislim, prav za šolo. Torej, smo pri evropskih projektih, ki so lahko zanimivi tudi za našo narodno manjšino. Treba jih je znati pisati. Imamo usposobljene kadre za to? Ja, recimo pri SSO-ju, vsega začetka jaz sem tukaj Alberta Dvetaka takrat dal za evropske projekte, oziroma da poleg Ivota Korbe je tudi še drugi, ker mislim, da je potrebno
da vsa manjšina in vse organizacije delujeta tudi s tem, oziroma največ s tistim, zato ker je opažen, da ves denar gre tam. Zato jaz mislim, da danes, če jih imamo, ne, jih nimamo. Še ne, tako. Jih imamo zelo malo. In če jih imamo zelo malo, so posamezniki, ki pa, lahko rekel, v našem delovanju jih ni. No, pa so dragoceni vseeno. Zelo dragoceni in tudi bilo dobro, tudi da strani vaše, da se nekdo tudi o tem sposobi in upravlja. Kaj pa vaši odnosi s slovensko manjšino na Koroškem? Tukaj zadnje čase bi lahko rekel, da imamo zelo, zelo malo srečen. Sem si pričakoval za strani Slovmaka malo več, razen tistih srečanj, ki jih nekako si dobimo, ali so koroški dnevi na Primorskem, ali obratno, ali pa kakšna druga zadeva na Koroškem, zelo malo. Je pa tukaj ORF, bi lahko rekel, pa medijsko pa je zelo, zelo prisotno. Mislim, da medijsko ORF, radijsko je zelo, zelo, mislim, zame vsaj tisto, ki je največ sprašuje v naših zadevah. No, spet gremo malo v detajl, v delovanje. Torej, kdor več dela, več dobi. Čisto normalno. Ni pa povsod tako lahko, kot si prej povedal. Vsako društvo ima svoje pogoje delovne. Nekatera društva recimo razpolagajo s prostori, druga s člani, tretja žal premalo z enim in drugim. Katero tvoje mnenje glede pomoči, podpore, zanimanja za take problematike, ki bi morala biti naloga čigava? Zveze Slovenske katoliške prosvete, Sveta slovenskih organizacij ali koga drugega? Komplicirano vprašanje, verjamem, tudi odgovor je kar zahteven. So ene problematike vezane na vsak dan. Kje bomo izvedli te projekte? S tem so se vi včeraj bavili. Imamo dovoljšne prostore, si zaslužimo večje prostore. Imovina je tudi en velikanski problem, vzdrževanje njeno. Je to eno gledanje deželno, si vsak pomaga po svojih močeh. Kakšne izkušnje imate, na primer, kot član Društva Podgora v Podgori? So ene problematike, ki se lahko rešujejo slično, podobno v različnih krajih. Kdo naj to rešuje? Kdo naj se s tem ukvarja? Ja, ni lahek odgovor, ker tukaj recimo, če bi jaz povedal, da eden bi mogel slediti vse nepremičnine, mogoče bi bilo lažje. Po drugi strani pa če eden sledi nepremičnine in drugi so samo najemniki, kakšenkrat tudi ne zapreš niti okna in tisto grevanje gre ven. Ja. Ali pa luč ostane odprta. Kot se dogaja tukaj na hodnikih zvečer? Problematike so, ja, so velike in tudi težko rešljive. Je pa seveda čut odgovornosti. Recimo, če bi odločili, da bi bil eden predsednik, oziroma da bi eden sledil vseh nepremičnin in da drugi bi uporabljali, bi to bilo gotovo najlažje, zato ker tista oseba bila gotovo profesionalna, bi skušal na vse načine res mi povede, kateri so res pravilni projekti za narediti, če res uporablja, če je res za popravljati in tako dalje. In obratno seveda, tisti, ki pa je najemnik, nima teh preglavic, ki bi jih mogel imeti. Zdaj, kje stoji vsa ta zadeva, ne bi v tem času, seveda, pomoč, recimo SSO tukaj lahko vam daje do ene mere, zato ker je bolj krovna, jaz se bolj prizadevam na zveze, ker zveze so tisto centralni urad, ki vas spremlja, ki vas nekako pomaga, zato jaz mislim, da ta zadeva tukaj je, če govorimo o kulturnih zadevah, tako kot je za SŠDI. SŠDI ima pod njim vsa društva, SŠDI dela vse obračune. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, torej telovadnic je kar nekaj. Ja, zdaj tukaj, vidite, že tukaj, ko se omenil telovadnice, danes bi bilo najboljše, da telovadnice bi bile vse pod občinsko upravo. Po drugi strani pa imamo občinske uprave, ki bi dale pročne nepremičnine. To se pravi, je problematika zelo velika, si pa seveda
Zame, ponavljam še enkrat, če je bila ena oseba, ki bi držala to v rokah in bi to, mislim, da bi bila tudi usposabljena in tudi profesionalno to delovala. Gremo spet na vrline, gremo na lastnosti, ki jih mora imeti dober vodja, predsednik Sveta slovenskih organizacij. Katere so zate 3 vrline, ki so ti v tem mandatu bile ali so še najbolj potrebne? Prej sem je, če sem motil, omenil kompromis, ne? No, pa ni vrlina, tista je že ena strateška rešitev. Ja, vem, ni vrlina, prav. Potrpežljivost, poslušnost, vztrajnost. Ne, gledajte, tako malo zahecno. recimo, poslušanje je gotovo, je treba najprej seveda vseh poslušati. Ne? To smo tudi se učili v teh rednih, ne? Dober vodja tudi posluša, ste rekli. Ja, potrpljenje, veš, No, to je potrebno povsod, vendar potem iz časa v čas potem ta potrpljenje te zmanjšuje, se zdi, da rešiš, potem pa ne potrpiš, kažkrat tudi zakričiš. Kaj pa odločnost? Koliko moraš biti odločen včasih? Odločnost to je tudi ena zelo pomembna. Jaz mislim, da to ko ti narediš eno veliko analizo, kar tudi moraš zelo biti hiter, ne? Še posebno v političnih zadevah, ko si pred kakšnim politikom, moraš imeti tako briljantno matematično funkcijo v glavi, da tudi nasprotnika, da mu poveš, da je hitro, da odločno da narediš. Zato, ker mislim, da če tega ne narediš, te pokopljejo in te povozijo in potem nekdo drug, ki te naredi in potem, če narediš pa drugi dan, je že prepozno. Torej, dober vodja mora biti poslušen, mora biti odločen in kaj še? Še en predelnik, kakšen mora biti? Lahko kaj suflirate? Vi, ki ste obravnavali dobre vodje, kaj ste si želeli od njih? Kaj naj bo? Kakšen naj bo? Spoštljiv. Gotovo, vse članice so vredne spoštovanja. Kaj še? Spoštljiv na obeh straneh, obojestransko. Obojestransko. Delaven mora biti, Valter. Jaz bi rekel, bolj kot delaven, organiziranost v glavi. Urejen. Mislim, če se ne motim, ste napisali tam potreba organizacije. Ne? Če bi prišel v petek, bi mogoče še ti kaj novega izvedel. Jaz delam v bančništvu in sem v uradu organizacije. Ne? In zato tudi mi je malo lažje, kakšenkrat to zadevo, bi lahko rekel, kopirati. Ne? Stvar organiziranosti, še posebno notranjosti slovenske manjšine, je potrebna, ne samo v SSO-ju, zato če imaš ti glavo kot organiziran človek, je tudi lažje to narediti. Ja. Kaj pa misliš in čutiš, ko sedi pred tabo 30 mladih obrazov, ki mogoče prvič slišijo in razumejo to shemo kulturno med Slovenci v Italiji? Si imel kdaj tako mlade slušatelje, da nisi bil kje v otroškem vrtcu, da nisi bil kje na nižji ali višji srednji šoli, kjer pač morajo biti, tu so pa prostovoljci? Prvič je hvale vredno, zato je prvič, ki imam tako zadevo. Mi smo development. Ne, prvič. Prehitevamo čas. To se pravi, da ta zadeva, da je zelo lepa, ne, ker se čutiš samo zato, ker sem prej povedal, je mladina, ne? Ker jaz mislim, da ta zadeva, naša bodočnost je tam, nimamo druge. Ne? Ni, da jaz moram, bi rekel, bodočnost so tisti, ki ima 80 let. Bodočnost je pri vas. To je prva zadeva. Drugo je, zato ker meni bi bilo všeč, da take zadeve, še bolj podrobne, bi bile še večkrat, ne? Ker danes je bilo tako vrženo, ne? To se pravi, dosti podatkov v kratkem času, bi lahko jih še vrgli. Lahko bi naredili, recimo, jaz sem prav včeraj, če se ne motim, bral Corriere della Sera, če se ne motim, priloga Eventi, ja, tam je Eventi včeraj bila, to se pravi, dogodki, v njem je ta Home Fabec, ne, ki to je ena razstava, ki v Benetkah, to se pravi na tem otoku San Giorgio.
ki zadeva prav obrtnikov, ne govori o teh obrtnikov, kako delajo, kako je čim več, kako bi rekel, spoznanstva v tej zadevi in čim več luksuzno, ne, to zapravi, da postaje vedno več. Vas bi se pričakoval ne industrija 4.0, pač pa mladina, ne 2.0, pač že 4.0. Zato bi se prizadeval to stvar, da vi prijete čim več do nas, čim več imate eno sodelovanje, eno prizadevanje tudi do krovnih, pa tudi do tistih organizacij, ki so primarne ustanove. Ne smemo pozabiti, ker prej smo jih omenili, da so to primarne ustanove, ki delajo profesionalno, kjer nekdo si želi biti raziskovalec, lahko gre v Slori, če hoče biti v zgodovino, gre v NŠK in tako dalje. Zato jaz mislim, da ta zadeva, da vi spoznate ta svet nov, ki večkrat ne prije pisan, ne, ker recimo tukaj Jan je pri televiziji, ne morem vsega tega povedati, kaj se dogaja v eni minuti, ne, ker ponovadi vaši intervju so en minut. Ne, no, to pri informacijah, ne, ampak... Ja. Zato jaz mislim, da ta zadeva, ponavljam še enkrat, da je bilo mogoče, da bi development številka 2 bilo potrebno. No, nadejamo si, da bo development doživel tudi drugo izvedbo. Z mladino 4.0.